Živja in dobrodošli v Novi Gorici. Pija, kje si? V Italiji, pa ti? V Sloveniji. O, Pija, mi končno hočeš nekaj povedati. Ja, Nova Gorica je mesto vrtnic. No, sej, kdor nima srečo v ljubezni, ima pa v kartah. Še dobro, da je Nova Gorica mesto kazinojev. All in. En izmed naju bo preveril, kakšna je scena v Novi Gorici danes. Eden pa bo šel v preteklost in bo preveril, kakšna je bila scena v Novi Gorici nekoč. Tisti, ki si bo zamislil višjo številko, ostane v sedanjosti. 7! Milijon! Tam je res nizka številka, Pija. 7 je moja najljubša številka. Pija gre v leto 79. Ja, 79 je bila Gorica, tako kakor je skoraj lahko primerljivo rekli tudi danes, dokaj mrtva. Mladi so pretežno hodili na okoliška plesišča. Zdaj v bistvu smo na enem izmed njih, to je Mostovna. Tle se večina koncertov je tukaj, potem elektronika, punk, metal. S punkom se je pojavila neka scena, ki je začela malo spreminjati okolico. Še zmerom glavni dogodki so bili izven Gorice. Imamo v bistvu itak skaterje, povsod bomo videli ljudi, ki se vozijo s skatom, longboardom. Imamo pa tudi enih par grafitarjev, par tujih vlogerjev v Gorici. S tem, da moramo povedati, ko govorimo o letih 79, te okolice tle ni bilo. Na tej lokaciji sta obstajala samo občinska stavba pa Nebotičnik. Pa seveda tisti bloki tje dol. Kar smo ugotovili že v Velenju, se je potrdilo v Novi Gorici. Včasih so ogromno časa zabijali na kotalkališčih, danes pa v skateparkih. Rolerji so v tej zgodbi očitno izviseli. Gospod Roler, se počutite zapostavljene? Kar so bili včasih punkerji, so danes hip-hoperji. Punkerji so nosili usnjene jakne, hip-hoperji pa so očitno bolj vegani, se nošejo bombažne puloverje s kapuco in rišejo grafite. Ej, tudi punkerji rišejo grafite. Včasih so se več družili v lokalih. Danes pa samo še visijo po parkih. Ej, Pija, a bi šla mogoče grad Kromberk pogledat, ba je ful lepo gor. A dej no, vid, ne bom šla s tabo ven.